Živjo, sem v skupini Čarobno telo. Uh, Mislila sem že ne vem, koliko časa se javiti v živo, ampak je tako gužvo imam, da enostavno mi ne uspe še to. Ampak zdaj, tako no, bi rada z vami delila eno stvar in sicer, jaz odkar se je začela ta korona, imam skozi take, mislim, nenavadne senzacije v svojem telesu, oziroma sem jih imela, bi bilo boljše rečeno. Torej me skozi tako, pač, kakor sem s kako osebo se družila, se me je kar tako treslo me, a ne, pa oziroma pol kasneje. In pol sem se končno, ne vem, kak mesec, dva nazaj sem se vprašala, ker se mi je to še kar dogajalo, koliko teles zdravim. In je bilo tako, čez 100 teles, ja, nekaj taka številka je bila. In dejansko, ko sem si to priznala, je vse to pol zginilo, te senzacije. Dejansko nimam več teh senzacij in jaz bi tudi vas vprašala, ne, če imate kakšne nenavadne, mislim, kaj takega, kar se vam pred korono, preden se je korona začela, se vam ni dogajalo. Dajte se vprašati, oziroma tudi, če ste imeli prej kaj, ampak meni se je prav to začelo prav lani, a ne, tako pač s korono. In ja, in vprašajte se, okej, koliko ljudi zdravim, a zdravim več kot 10 ljudi, torej oziroma koliko teles zdajle trenutno zdravite. Zdravite več kot 10 ljudi, zdravite več kot 20 ljudi in poglejte, kaj vam je lahkotno. Zdravite več kot 30 ljudi, zdravite več kot 50 ljudi, zdravite več kot 100 ljudi, oziroma teles. Zdravite več kot 200 teles. Zdravite več kot 300 teles. 400, 500. Ok, in vse, kar je to, torej vse, kar ste naredili tako dragocenega, ključnega, pravega, resničnega, glede tega, da zdravite vsa telesa, bi bili pripravljeni vse tokrat gazilijon razgraditi in uničiti. Right or wrong, boste me poram pokoljen shorts boys ambience. Alenka pravi, jaz imam to ful občutek, imam, da bom hudo zbolela. Ja, komu to pripada? Dejansko, to si morate priznati. Prvo si morate priznati, da ste zdravilci, ker namreč, če si tega ne priznate, potem boste skozi pod vplivom tega, ker boste zdravili druge ljudi in boste pravzaprav mislim, po drugi strani boste pa mislili, da je to vaše, a ne? In ja, prva stvar je, to si morate priznati in veliko ljudi si tega noče priznati in pol je skozi tako bolni, imajo neke bolezni in nikoli se ne vprašajo, komu to pripada, koga zdravim, zato ker si nočejo priznati, da so zdravilci. Torej vse posod, kjer ste se vi pravzaprav v kateremkoli življenju, skozi vse čase, prostore, dimenzije resničnosti, ko ste bili zdravilec, ko ste se odločili, da nikoli več ne boste zdravilec, karkoli se je pač takrat naredili, vse neke odločitve, sodbe, izračune, zaključke, ki ste jih takrat naredili, glede tega bi bili pripravljeni vse to zdaj razveljaviti, se temu odreči, to prekiniti, naznaniti, temu oporekati, vzeti nazaj, razgraditi in uničiti krat gazilijon. Right or wrong, boste me poram pokoljen shorts boys. Zdaj za tiste, ki prvič slišite tole, to je čistilna izjava Access Consciousnessa. In to je, torej, če ste zdravilec, a ne, torej vprašajte se, resnica sem zdravilka, resnica sem zdravilec. In če vam je to lahkotno, je to vaša resnica. In to je ena kapaciteta, ki je ne morete odrezati, torej ne morete nekaj odrezati, kar ste, ne morete tega, da ne bi tega počeli. A ne, in zato, ker veliko ljudi pač se tako upirate v tem, reče, ne bom tega delal, ampak pravzaprav, če se nečemu upirate, se to še bolj kreirate. In če si pa priznate, ja, zdravim, a ne, zdravim druge ljudi, zdravim druga telesa, potem po drugi strani boste imeli pa tudi, morate biti pa voljni imeti tudi to energijo v smislu, da vprašate, okej, zdravim koga, oziroma komu to pripada. 100 vprašanj, če je potrebno vprašati, da to pravzaprav, bom rekla, da zneutralizirate to zadevo. Eno super vprašanje, ki je tako prav za mene ful odlično deluje, mogoče bo tudi za koga od vas, česa se zavedam. Če bi si to priznala, bi se to vse spremenilo. Ker se zavedate, vaša telesa vam dajo tudi informacije o telesih okrog vas, o telesih, ki so lahko tisoče in tisoče kilometrov oddaljene in tudi o Zemlji. In sam to vprašanje, ni treba iskati odgovora, zapomnite si to, ni vam treba imeti odgovora, ampak samo vprašajte se, česa se zavedam, če bi si to priznal, če bi si to priznala, bi se to vse spremenilo. In se
Dejansko, ko si date priznanje nečesa, torej kaj je vaša resnica? Torej vaša resnica je, da se zavedate. Ko si date priznanje, da se nečesa zavedate, dejansko niste več pod vplivom tega. Tako da to, torej to sem rekla, da bi rada danes z vami delila, ker marsikdo, tako pač recimo Alenka ima mogoče kakšne take senzacije. Mislim, meni pol, ko sem si priznala, da to počnem, se mi je nehalo, a ne. Tako da bodite voljni zastaviti to vprašanje, bodite voljni biti v zavedanju, kaj se resnično dogaja. A ne, ker veliko ljudi gre pa tako, takoj, ko, ne vem, jih malo strese ali pa mogoče jim je malo vroče, takoj grejo v zaključek, zdaj imam pa jaz tudi to, zdaj pa bom jaz tudi zbolel, ne, takoj v zaključek. In takoj, ko gremo v nek zaključek, nek sklep naredimo, nek zaključek, vsi to že začnemo pol kreirati oziroma v naše zavedanje ne more priti nič drugega kot to, kar smo že zaključili, kar smo si odgovorili, torej, kar smo že sklenili, da se dogaja. Tako da tole bi bilo za danes, a ne. Mogoče še zdaj tudi imamo že delavnice telesnih procesov tudi, jutri imamo korekcijo videa, mogoče, če še kdo zadnji trenutek, imamo še 2 mesti prosti, tako da je jutri na Lavrici, to je Ljubljana jug, v hiši neskončnih možnosti, bom dala link tudi od spodaj, drugače bomo pa v aprilu začeli tudi z prav telesnimi procesi, tudi vsako sredo bomo odklepali telesa, v smislu, da dejansko začnete prepoznavati, kakšno darilo res vaše telo je, ker mi imamo dostop do takih energij, za katere nikoli nam nihče ni povedal, da je to mogoče, niti nam ni bilo nikoli mar pravzaprav, da bi to pogledali, ampak dejansko je mogoče zdaj čas, da začnete to prepoznavati. In bomo vsako sredo, 4. aprila bomo imeli pa tudi po dolgem času tudi te celodnevne izmenjave in bomo imeli v prvem jutranjem delu, tako smo običajno imeli, pač vedno se naučimo enega novega telesnega procesa in tokrat bo telesni proces, ki omogoči, da vam nikoli v nobenem življenju ne morejo vsaditi nobenega čipa. Tako da bo to tudi objavljeno na moji spletni strani, zdaj še trenutno ni, ker še čakam na grafike, ampak to lahko že kar 4. april lahko računate, da bo tudi na Lavrici v hiši neskončnih možnosti. Ekola, vidim, da vas je kar nekaj se nabrali, lepo. Upam, da vseeno, kljub temu, pač vse, kar pač to je, da vseeno kreirate naprej svoje življenje, da se ne pustite kaj preveč motiti. Tako da, in še eno vprašanje, torej prvo kot prvo, namesto da se z glavo v zid zaletavate, zaradi kakršnih koli stvari, kako pridemo okrog tega? To je odlično vprašanje, super vprašanje, ki vam omogoči, da pridete okrog nečesa. Ni vam treba imeti odgovora, bo sam energija, se bo pokazalo neko zavedanje in boste sam sledili tej energiji, temu zavedanju. Potem pa, kako lahko vse to uporabite v svoj prid. To je tudi eno super vprašanje. Kako lahko uporabim to COVID v svoj prid ali pa korona, kakor to vi imenujete, in se bojo pojavile neka zavedanja, neki načini, na katere lahko to uporabite v svoj prid. In je ful je zanimivo, tudi danes mi en moj prijatelj mi je pisal, ko je prebral moj zadnji članek, objavil na blogu, in tudi on je imel on je direktor enega podjetja in lani so imeli najboljši, kako bi rekla, po prometu najboljše leto. Letos bo imeli še boljše, tako da, pravzaprav, če ne pademo v neke zaključke, neke izračune, kako lahko to izkoristimo, da dejansko si skreiramo še boljše življenje. Josi pa pravi, da ima neke intenzitete, zoprne v stopalih. To kar vpraši, komu to pripada. Okej, jaz mislim, da tole za danes, pa če bo pa še kaj, pa se še kaj javim. Lepo se imejte, čau, čau.